Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. V Mursko-Soboški knjižnici danes podelili že 7. Karolinine bralne značke. Nadaljujemo zgodbo o nasilnežih iz Ptuja. Zavod za turizem, kulturo in šport poziva k prijavi na razpis za odprti oder. Sistem Easy Park je imel včeraj po Sloveniji kar nekaj nevšečnosti. V studiu so nas obiskali otroci iz vrtca Črenšovci. Vreme čaka nas več sonca. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. V pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so danes podelili že 7. Karolinine bralne značke. Letos je bralno značko osvojilo kar 98 bralcev, že do sedaj sodelujočim pa so se pridružili še uporabniki iz Centra starejših Hodoš in uporabniki Zavoda Vitica iz Gornje Radgone. Projekt, ki je nastal v sodelovanju pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ter varstveno-delovnega centra Murska Sobota, zagotavlja bralcem, ki težje berejo, pravico dostopa do kulture, literature in informacij v razumljivi obliki. Ja, mislim, da je Karolina bralna značka v našem okolju zelo pomembna, kajti lahko branje je tisto, ki je predvsem za tiste skupine, ki normalnih besedil ne razumejo in seveda tisto, kar preberejo, tudi razumejo. Ko smo prvo leto začeli z bralno značko, s Karolinino bralno značko, nas je bilo 28. Potem smo se začeli širiti, danes nas je bilo 98. V knjižnici je v ta namen na mladinskem oddelku knjižna polica, na kateri so knjige za vse, ki težko berejo in težje razumejo navadno besedilo. In stalno več bralcev se pojavlja, tako da letos je to 8. leto, podarjamo oziroma smo pa podelili 7. Karolinino bralno značko. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan, ki pove, da tudi sam rad bere. Ob tem pa poudarja: Pomeni, da je branje lepo, da za branjem mogoče spoznamo nekaj lepega, mogoče se lahko o tej zgodbi pogovarjamo s prijatelji, z družino, spoznamo tudi novi del sveta, ki ga mogoče nismo obiskali. Uspešnost projekta, ki poteka že 8. leto, bo drugo leto z zagotovostjo presegel 3-mestno številko. Predvsem pa z gesto dostopne literature organizatorji in pobudniki tako lepšajo življenje tudi tistim, ki jim je taka literatura namenjena. Potem, ko je po družabnih omrežjih zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja, ki se je pred dobrim mesecem dni dogajalo v središču Ptuja, so šle stvari več kot očitno sedaj še v drugo skrajnost. Pozive po obračunavanju z mladoletniki, ki naj bi bili del nasilniške skupine. Zaokrožil je namreč seznam otrok z imeni in priimki, razredom in osnovno šolo, ki jo obiskujejo. Govorili pa smo tudi z 2 mamama, katere otroka bi naj bila na seznamu po krivici. Seznam s podatki mladoletnikov, ki naj bi bili člani nasilne skupine iz Ptuja, se je po socialnih omrežjih razširil kot ogenj. Pod objavami lahko preberemo komentarje, saj se ve, kateri so in kje se dobivajo. Upam, da naletijo na enega, ki nima kaj izgubiti, da jih da na urgenco tako ali drugače. Govorili smo z mamo dekleta, ki se je znašla na tem seznamu, čeprav naj bi bila v času dogodka z družino na počitnicah v tujini. Hčerka je tako samo joče in sprašuje, zakaj jo objavljajo, če ni bila zraven. Beremo grozljive komentarje pod slikami, vse posod delijo sliko teh imen. Glavno grozno. Mislim, to se sploh še ne more predstavljati. Govorili smo še z eno mamo, katere sin naj bi se v bližini nasilnega obračuna znašel povsem naključno. Videl je, zakaj se gre, s prijateljem sta se obrnila in sta odišla. Tako da dejansko s tem dejanjem nista imela nič. Ko sem ga vprašala, zakaj se je obrnil in šel in zakaj ni reagiral, mi je povedal, da so ti otroci že grozili, če bo kjer kaj povedal, jih bo še on dobil. Obe družini sta sedaj deležni groženj, odraslih moških skupin, ki se želijo v imenu pretepenega fanta maščevati najstnikom iz seznama. Absolutno ne podpiram tega, kar se je zgodilo.
Počutimo se grozno, ker vse, kar smo dobrega v življenju naredili, je v sekundi 20 šlo nekam, nimam pojma kam, ko povem, da otroka strah, da gre sploh v šolo, strah je nas, starše, ker nam grozijo po messengerjih, naši osebni podatki so razkriti, naše slike se pojavljajo po Facebooku, kot da smo najbolj grozni ljudje na tem svetu. Veliko gneva se zliva tudi na tiste otroke, ki so nasilje samo opazovali in niso ničesar ukrepali. Se mi zdi pa neprimerno, da otrokom naprtimo zdaj, da so oni soodgovorni, do določene mere gotovo so, lahko bi zbežali, lahko bi opozarjali, lahko bi karkoli, ampak nikoli ne veš točno, kakšna situacija je bila. Kot nam je povedala ena izmed sogovornic, naj bi seznam napisala in okrog razposlala ena izmed članic nasilne skupine, ki je bojda želela zaščititi sebe. Če ga tisti, ki so najbolj glasni, dobro pogledajo, vidijo, da so na seznamu akterji, ki sploh nimajo nobene veze s tem, oziroma vsaj neposrednega stika s tem, da glavnih akterjev na seznamu sploh ni. Zloraba osebnih podatkov je sicer kaznivo dejanje, ki se lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Da je vsakršno nasilje obsojanja vredno, bi se morali strinjati vsi, a se ob tem tudi vprašati, ali so objave in komentarji, ki se delijo po spletu, res na mestu. Vse to, kar se zdaj pojavlja na omrežjih, kar zapisujejo verjetno odrasle osebe, pa naši mladi berejo, je grozljivo. Te otroke, ki izvajajo agresijo in nasilje, je to nekdo naučil, v narekovajih, oziroma jih je vzgojil v tej smeri, da to izvajajo. Zdaj nevarnost je, da nekdo začne početi enako v smislu, da želi zaščititi žrtev. Torej v civiliziranih državah imamo za to določene službe, policijo, notranje organe in tako naprej, ki te stvari urejajo. Ne pozabiti, mladi gledajo odrasle in se od njih tudi učijo. Medtem ko naša družba išče krivce za to, kar se dogaja med mladimi, si predvsem starši premalokrat nastavijo ogledalo in se vprašajo, kak vzor pa so svojim otrokom. Poziv na tem mestu. Pustite organom, da napravijo svojo službo. Ne jemljite pravice ali maščevanje, ali kakorkoli bomo že temu rekli, v svoje roke. K strpni komunikaciji na družbenih omrežjih sicer poziva tudi policija, ki nasilne dogodke še preiskuje. Tako, drage gledalke in gledalci, čas je, da se spet malce odpravimo na Zavod za kulturo, turizem in šport in kot zmeraj naša gostja, ki prihaja prav iz omenjenega zavoda, gospa Polonca Đurek. Lepo pozdravljena, Polonca, tudi danes. Govorili bova o enem posebnem dogodku, ki prihaja v bistvu zelo kmalu, Odprti oder, ki pa se v Murski Soboti ne odvija letos prvič, kaj ne? Res je, lep dober dan, hvala za vabilo. Prijave za Odprti oder 2025 so odprte, gre za natečaj za mlade glasbene talente. Tretjič zaporedoma, se pravi tretje leto zapored, smo razpisali ta natečaj in vabimo torej vse mlade glasbenike iz Prekmurja, Pomurja, da se prijavijo in na odru Gledališča Park pokažejo ta svoj glasbeni talent. Dogodek bo 13. maja 2025 ob 18. uri. Lepo vabljeni vsi gledalke in gledalci, sicer pa prijave na dogodek oziroma na natečaj pa so odprte do 15. aprila, tako da nekaj časa še je. Poslati je potrebno prijavo z opisom svojega glasbenega talenta oziroma točke, s katero bi mlad glasbenik ali mlada glasbenica nastopil. Prosimo tudi za kakšno fotografijo, ki jo bomo potem kasneje uporabili tudi za promocijske namene in pa seveda vse skupaj poslati na elektronski naslov info@zkts-ms.si. Če kdo potrebuje več informacij, vse so navedene na naši spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Seveda pa smo na voljo tudi po telefonu, da povemo kakšen odgovor. Mogoče povem samo še to, da se stalni komisiji letos pridružuje vsestranski glasbenik Samo Budna, ki bo prisluhnil mladim glasbenim talentom in pa tudi producent in pa kitarist zasedbe Alostari,
Tic Mlakar, prihaja pa tudi producent in glasbenik Roman Sarjaš. Podali bomo komentarje, pohvale, mogoče kakšno kritiko, seveda pa najboljše čaka nagrada, to je nastop na festivalu Soboški dnevi 2025, tako da mladi lepo vabljeni. Veliko sva povedali, pa kljub temu, če vas že imamo v našem studiu Polonca, kaj se bo odvijalo v naslednjih dneh? Ta teden lepo vabljeni na filmsko projekcijo filma Marija, ki govori o divi Mariji Kalas. Prikazuje nekako ta njen zadnji teden, ko je nekako razpeta med to čaščeno La Kalas in pa krhko Marijo. Film bo na sporedu v četrtek ob 19. in pa potem še v nedeljo 6. aprila prav tako ob 19. No, v petek osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu Romov. Slavnostni govornik bo tokrat Luka Mesec. V soboto pa tudi prav poseben dogodek z etno značajem Gorički Klantož z gosti, koncert, ki mu je seveda vredno prisluhniti. Skratka, veliko dogajanja kot zmeraj. Hvala lepa, Polonca, za obisk v našem studiu. Z veseljem. Če ste bili tudi vi med včerajšnjimi oškodovanci sistema EasyPark, potem pozor. Ukolikor boste poslali refundacijski zahtevek, vam bodo sredstva povrnili v celoti. Več informacij pa v naslednji novički. Do tehnične napake v sistemu za SMS parkiranje EasyPark je prišlo na območju celotne Slovenije, kar je pri določenem številu uporabnikov povzročilo samodejno sprožitev parkiranja brez uporabniške zahteve. Medtem ko poteka odprava napak sistema, ponudnik EasyPark uvaja tudi dodatna tehnična varovala z namenom preprečitve možnosti ponovitve. Vse uporabnike, ki so bili oškodovani, obveščajo, da jim bodo sredstva povrnili v celoti, ne glede na znesek ali lokacijo parkiranja. Uporabnike prosijo, da se zahtevki za refundacijo obrnejo na elektronski naslov pomoč@easypark.net. Danes so nas v našem studiu obiskali otroci vrtca Črenšovci. Kako luštno smo se imeli, pa si lahko pogledate v naslednjem prispevku. Veselo in razigrano vzdušje otrok, ki so danes obiskali naš studio, je popestrilo delovni dan tudi naši ekipi. Pokazali smo jim naš studio in razložili, kaj vse je potrebno, da nastane oddaja, ki jo potem vidijo po televiziji. Z odgovori, kaj pa je bilo njim najbolj všeč, pa so bili otroci precej enotni. Kam je fajn, ko bom gledal te večer televizijo, kaj smo vse delali. Meni je pa fajn, da so na televiziji, ko te vidim, kako sem gučal. Meni je tudi všeč televizija na kamere. Meni je pa všeč, ko se vidi na televiziji. Meni je pa všeč, ko bom z mamo pozoril in gledaš vesel. Ko se po televiziji vidimo. Meni je pa bilo všeč, ko sem se pri televiziji videla. Ko sem na televiziji videl. Sem se videla na televiziji. Da je bilo vzdušje še bolj veselo, so nam otroci še zapeli. Pika toka pod goro, tisto dekle moje bo, črno gleda, drobno gre, tisto bo za me. In kako je nastala ideja, da vzgojiteljice pripeljejo svoje otroke k nam na obisk? Ideja, da vas pa obiščemo, pa je nastala tako, da smo se najprej ogledali baletno predstavo v gledališču Park Murska Sobota. In ker smo želeli otroke seznaniti, da lahko balet tudi spremljamo na raznih medijskih napravah, in ker ste vi tukaj v bližini, smo se odločili, da vas tudi obiščemo. Mi se imamo radi, radi. Zagotovo je to ena lepa izkušnja tudi za otroke. Ja, zelo so se že veselili, joj, mi bomo pa na televiziji, mamica Pati nas bosta videla, tako da zelo lepa izkušnja. Poglejmo še vreme. Kot kaže vremenska slika, nas čakajo bolj sončni dnevi. Več podrobnosti pa v nadaljevanju.
Danes je bilo v Pomurju jasno vreme, sicer pa so tako v Murski Soboti, v Radencih in Lendavi namerili 10 stopinj, v Krajinskem parku pa vse tja do 12 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Na Primorskem lahko tudi šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na severozahodu okoli 2 stopinji, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo jutri v Mariboru 8, medtem ko bo v Murski Soboti in na Ptuju zjutraj 9 stopinj. Čez dan pa se bo živo srebro tako v Mariboru kot na Ptuju, pa tudi v Murski Soboti dvignilo vse tja do 17 stopinj Celzija. V naslednjih dneh lahko v Murski Soboti ob jutrih pričakujemo od hladnih -2 stopinji, pa vse tja do 9 stopinj, čez dan pa se bodo temperature gibale v razponu od 6 do 17 stopinj Celzija. Sicer pa nam vremenoslavci napovedujejo tudi za petek sončno in jasno vreme. To je bilo vse, kar smo vam za danes pripravili v naši osrednji informativni oddaji Pomurski dnevnik. Vkolikor želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.